Te zanima, kako lahko narediš tablete iz prahu? Bi se rad naučil, kaj se zgodi s tableto, ko jo poješ? Ali si vedel, da tudi tablete plavajo? Lepo vabljen, da se tega še danes naučiš. Živijo! Dobrodošli na Fakulteti za farmacijo, katedri za farmacevtsko tehnologijo. Danes vam bom z mojimi kolegi pokazal našo malo tovarno tablet. Pridite z mano. Preden začnemo, se dajmo malo pogovoriti. A se spomniš, ko si imela zadnja vročina in si moral dobivati zdravila? Kakšno je bilo to zdravilo? Je bil sirup? Je bila tableta? No, najpogostejša oblika zdravil so pravzaprav tablete, ki izgledajo nekako takole. Pa si dajmo pogledati, kako se jih izdela. Začeli bomo s tekanjem različnih surovin, ki jih hočemo dati v tableto. Recimo, da hočemo izdelati 100 tablet. To pomeni, da moramo zatekati toliko surovin, da lahko naredimo 100 tablet. Bomo zatehtali zdravilno učinkovino, potem bomo dali še barve, pa različne okuse, pa seveda ostale sestavine, ki zagotavljajo, da naredimo trdno tableto. Vse učinkovine zatehtamo, skupaj zmešamo in potem stisnemo v tableto. Jujo, nahajamo se v laboratoriju za izdelavo tablet. V tem laboratoriju delamo vse od tehtanja sestavin, mešanja in potem tudi tabletiranja in tukaj dobimo polne tablete. Zdaj si pa oglejmo kar mešanje tablet. Torej, najprej zatehtamo sestavine za naše tablete. Tukaj imamo že natehtane sestavine. Potem bomo dodali vsakemu prašku še barvilo, modro in pa rdečo, da bomo videli, kako se bodo zmešali in da bodo naše tablete lepo enakomerno obarvane. Najprej si bomo videli, kako tečejo prahovi v luknjico v naši tabletirki in bomo videli, zakaj je pomembno, da so prahovi dobro zmešani. Sedaj pa kar pridite sem. Prahove bomo usuli. Sedaj vidimo, da so prahovi ločeni in ko bomo odprli li, bomo videli, da je naša zmes zmešana. Vidimo, kako je ločena zmes, kar pa ni v redu. Ker ni dobro zmešano, moramo to našo zmes še dobro premešati. To naredimo v posebnem mešalniku. Naše prahove damo v kapsulo. Jo dobro zapremo. In ustavimo v mešalnik. Takole mešalnik sedaj zapremo. Takole. Prahove damo v poseben mešalnik za prahove, ki je kot vrtiljak za naše prahove, da se dobro premešajo. To si lahko predstavljamo, kot če naredimo maso za piškote, ki ni dobro zmešana in bi se lahko zgodilo, da ti dobiš nič čokolade v tvojih piškotih, tvoj prijatelj pa dobi več čokolade oziroma dvakrat več. Ali se ti zdi to primerno? Mislim, da ne. Tako, sedaj, ko imamo zmešane naše prahove, lahko še pogledamo, če so se lepo enakomerno zmešali. In kot vidimo, je nastala lepa barva sivke. Evo, zdaj to izgleda super, gremo tabletirati. Poleg mene stoji naprava, ki jo uporabimo za stiskanje prahov v tablete. Napravo imenujemo tabletirka. Dajmo si jo nekoliko pobližje ogledati. Naprava je sestavljena iz več delov in sicer imamo luknjico, v katero nasuvamo prahove, ki jih bomo stiskali, ter čolniček, ki pripelje našo zmes prahov, in zgornji in spodnji pečat, ki jih uporabljamo za stiskanje tablet. Sedaj bo asistent napolnil naš čolniček, da bomo imeli zmes in jo bomo lahko stisnili.
Zdaj tablete lahko stiskamo ročno, vendar je za to potrebna velika sila. Lahko pa tudi uporabimo motor, ki jo ima tabletirka znotraj. Dajmo najprej stisniti tablete z roko, da pokažemo, kakšna moč je potrebna, da lahko stisnemo tablete. Vi pa lahko opazujete, kaj se dogaja z zgornjim pečatom, ki potiska zmes v tableto. Sedaj bomo stisnili tablete v ročnem načinu in lahko vidimo, se pravi, najprej moramo samo zmes prahov sploh pripeljati v luknjico. Torej, sedaj se bo čolniček pripeljal naprej, ter vsul zmes prahov v luknjico. Sedaj se pa začne spuščati zgornji pečat, ki to maso prahov stisne tako močno, da nastane tableta. Kako močno? Lahko si predstavljate, da vam tovornjak zapelje čez noge. Približno taka sila je potrebna, da stisnemo tableto. Nato se čolniček še enkrat zapelje naprej in iztisnjeno tableto potisne navzven. Tablete lahko stisnemo tudi tako, da v bistvu uporabimo motor tabletirke in to bomo sedaj prikazali. Se pravi, preprosto stisnemo gumb Start in tabletirka nam bo sama pričela s stiskanjem tablet. No, zdaj pa te vabimo na razmislek, kaj se pravzaprav zgodi, ko tableto poješ. Kaj misliš, da se z njo dogaja potem, ko pride v želodec? No, pa se dajmo to pogledati. No, kot vidiš, tableta razpade in se raztopi. In prav zato je zelo pomembno, da tableto vedno pokriješ s kozarcem vode. In če si pogledamo še, kako razpadajo kakšne druge tablete, lahko vidimo, da razpadajo včasih na zelo zabavne načine. To je bilo vse, kar smo pripravili za danes. Mi smo se zabavali in upamo, da si se tudi ti. Če ti je bilo všeč in bi rad izvedel več, te vabim, da se nam naslednje leto pridružiš na Fakulteti za farmacijo v živo. Hvala za današnje druženje in komaj te čakamo naslednje leto na farmaciji. Čau, čau! Čau, čau!